posledice še vedno niso bile ocenjene. To so bile novice ob 7. uri. Za mikrofonom sem bila Ajda Kovač. Zdaj pa v studiu že pozdravljam našega večernega gosta, gospoda Edmunda Dolinarja. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem. Gospod Dolinar, v življenju ste bili že marsikaj, najprej nepremičninski agent, nato učitelj, nazadnje pa podjetnik. V zadnjih letih pa zase pravite, da ste samo še borec za človekove pravice. Ja, res ja. Moje prostovoljno delo v bistvu je, to je v bistvu postala moja služba in moj vsakdan. Pa če začneva na koncu. Včeraj ste se vrnili iz Londona, kjer ste bili slovenski predstavnik na mednarodni konferenci o multikulturaciji. Če prav razumem, ste pomagali tudi pri pridobivanju sredstev in organizaciji. Ja, res je, ne? Za letošnjo izvedbo sem se res islamofobija. Ne? Ja, morda sem jo vzel, kaj pa vem, še preveč osebno mogoče, no, ker mi je zadnje čase, v bistvu, oziroma zadnje dneve, bom rekel, no, žena pred to samo otvoritvijo govorila, da zgledam, kaj pa vem, ko da grem glasnoročno rešiti svet, ne. Ja, mogoče pa, kaj pa vem, no, mogoče sem se pa še sam tako na nek način počutil. Glejte, dejstvo je, ne, da je v tem svetu veliko stvari odvisnih, no, od nas sami. Če lahko tako povem na ta način, ne? Ker če ne boš ti naredil neke naloge, je ne bo, glejte, nič. No, na koncu pa nam je v bistvu uspelo in smo uspešno, da je v bistvu udeležilo okrog 400 predstavnikov iz različnih držav. Ljudi razume islam kot eno tako, kako bi rekel, zaprto in popolnoma drugačno religijo, ki naj ne bi imela neke povezave z zahodnim svetom, ne. Islamsko kulturo jemljajo, kaj pa vem, kot barbarsko, primitivno, pa kaj bi rekel, seksistično. Islam je v bistvu viden, no, kot neka vera, ki vzpodbuja nasilje, terorizem in v bistvu se islam krivi, da je točno ta vera, torej islamska vera, kriva za mnogo vojn. Čeprav je nekateri vidijo tudi zgolj kot politično ideologijo, ki je izrabljena za, recimo, temu vojaške namene, ne. V bistvu pa, no, seveda, če tako pogledamo, ne, so prej te vse naštete te trditve, ne, so postavljene na enih takih res zelo trhlih temeljih. Islam je v bistvu, bom rekel, sam po sebi dobronamerna religija, ne, in večina muslimanov ni krivih za to, recimo, ne, da se nek zanemarljiv odstotek odločil in diskriminacijo do teh muslimanov in da je sovraštvo v bistvu do ljudi muslimanske veroizpovedi postalo povsem normalno, no, ne. Ali ste imeli morda z vašimi soudeleženci tudi možnost primerjave stanj v državah? Ja, no, hvala za vprašanje, ne. Pravzaprav sem na nek način ravno hotel omeniti, ne, da so bili odzivi v bistvu na to stanje v Sloveniji večinoma, moram reči, no, pozitivni, ne. Ker pred nekaj meseci je bila v Ljubdžamija v Sloveniji obstajajo
nimam časa. Idi proč. Kaj je? Kaj imaš to? Ime mi je Marko in sem gluhonem. Če sem se zgodil, prosim, pokličite 042. Moj naslov je ulica Milene Čeh 3, 2000 Maribor. Imam zadosti svojih problemov. Naj ti kdo drugi pomaga, no? Idi na policijo, idi. Lojzka! Prekleti ključi. Ja, ni jih, ne. O Jezus. Ti zdaj tu počakaj, tu. Jaz grem po ključe, ja? Tu bodi. Številko. Kličem te tvoje starše. Sedemo. Še enkrat.
super so ti tvoji starši. Greva, pridi. Kaj novega? Ja, poglejte, počasi pomirite se. Imamo zunaj 4 ekipe, vse imamo pod Marko moje kontrolo. ime. Vemo, da je Marko, ste nam dali podatke. Imamo Pa tudi gluhonem. prevajalca, ja, da je tudi gluhonem. Štiri ekipe so zunaj, otroci se zaigrajo. Temno je ga že, bomo res našli. nikoli še Seveda, ni glejte, res. definitivno ga bomo našli. Ti idi zdaj k Ateku, tja, idi. Teci. To ni Šolo problema, smo ga ne? pospremili, pa je bil v krožku. Čakajte, ni to vaš otrok? Glejte ga. Marko! Ja. Pridi dol. Ja. Ja, prišel je. Ja, v redu je vse. Okej, ja. Ajde. Najlepša vam hvala, gospod, Ja. res. Jaz ne vem, ali ga je kdo našel, jaz bi se rad zahvalil, res. Bili smo nobenega, poglejte, včasih ljudje preprosto nočejo neke zahvale ali pa nočejo imeti opravka s policijo. V glavnem otroka smo našli. Prekleti Pedri.